Nick Fuentes zdaj trdi, da menja stran, ker je to novo desničarsko gibanje postalo neverjetno neumna. To je res onkraj vsake pameti. Poglejmo, kaj se dogaja. Jaz dobesedno prestopam na drugo stran. Ne tako, prestopam na drugo stran. Ne tako, ne kot nekaj gejevskega, to sem poskušala povedati. Prestopam na drugo stran. Pridružil se jim bom. Ne morem več tega prenašati. Preprosto ne morem več. Danes sem videl Jakea Shieldsa. Stari, zdaj vem, kako se počutijo temnopolti. Zdaj vem, kako se mora počuti Thomas Sowell, ko je iste vrste kot George Floyd. Danes gledam Jakea Shieldsa z njegovo obrnjeno kapo in razparanimi prekletimi ušesi. In sedi tam ter govori, zakaj misliš, da so nam Francozi dali kip svobode? Zakaj bi to naredili? To je kot neka judovska stvar. Kip svobode, pirati skaribov, judovska zarota. Kip svobode, judovska zarota. Film Minecraft, Jack Black. Veš, da je Jack Black Judd? V redu, in kaj potem? V tem je stvar. Ima prav. In ni mi všeč reči, da ima Nick Fuentes prav. Ampak če boš nekoga sovražil, imej vsaj dober razlog za to. Ampak teorije zarote so postale tako popolnoma smešne, kar je iskreno dobro za Jude povsod, ker samo dokazuje, kako smešno je vse skupaj. Veš, Nick Fuentes je nevarna vrsta sovražnika Judov, nevarna vrsta antisionista, ker je inteligenten in imajo njegovi argumenti pogosto neko logiko v zadju, čeprav se z njimi močno ne strinjam in mislim, da je njihova osnova napačna. Ampak, ko imaš take idiote, kot sta Dan Bilzerian ali Jake Shields, ki širita te pripovedi, kot naprimer... A ne veš, razlog, da sem si danes zjutraj udarila prst, je ta, da je Izrael bombardiral Gazo. To je preprosto naporno in hkrati smešno in samo dokazuje, kako neumni so te ljudje. Piščanec lava? Mislim, resno? Tako da bom zamenjal stran. Pridružujem se. Veš kaj, če oni vodijo vse, mogoče pa imajo prav. Če so tako dobri, je mogoče čas, da zamenjam stran. Mogoče je čas, da neham biti ljubosumna in si rečem, kaj pri teh ljudeh, ki so tako majhni in tako preganjani, pa jim vseeno vedno uspe vsem, česar se lotijo. Mogoče je nekaj na njih in bi se morali poskusiti učiti od njih, namesto da jih sovražimo, ker nimamo enake ravni uspeha. Osebno ne mislim, da Judje nadzorujejo medije. Si videla, koliko jih mediji sovražijo? In ne mislim, da Judje nadzorujejo vse, ampak mislim, da imajo Judje sposobnost uspeti v stvareh, tudi če so vse možnosti proti njim. In to je nekaj, kar bi morali ljudje preučiti, namesto da jih sovražijo. Če to, kar praviš res, kip svobode, pirati s Karibov, Nizozemska republika, Jack Black, sistem zvezdnih rezerv, če je to, kar praviš res, veš, mogoče je čas, da, če jih ne moreš premagati, se jim pridružiš. Kdo jih bo potem premagal? No, naša pisana ekipa UFC borcev, komičark in lažnih profesionalnih igralcev na srečo. Stari, če so oni gospodari vesolja, če imajo daljnovidnost in nadzorujejo nevihto na Saturnu ter globalne finance in vse ostalo, kdo jih bo premagal? Jake Shields in Dan Bilzerian? Neumno! Mogoče Ana Kasparjan? Mogoče ji bo uspelo premagati veliki zlobni nadzor nad vsem. Še bolj neumno? Tweedledee in Tweedledum? Če imamo s tem opravka, prijatelj, se jaz pridružim imperiju. Jaz bom jebeni Stormtrooper. No, kakorkoli. Mislim, da čuti to, kar čutimo mnogi med nami. In sicer, moj bog, kako nizko lahko pade tvoja inteligenca. In butec, in še večji butec, mislim, da je verjetno najboljša primerjava, ki sem jo slišala za Dana Bilzeriana in Jakea Shieldsa, ker sta resnično, zares, najbolj butasta med butci. Ja, samo pride do neke točke. Veš, Jake Shields reče, da podpira federalne rezerve. Mislim, oprosti. Kolikokrat si moral jih dobiti po svoji jebeni glavi, preden si se naučil eno stvar o denarni politiki? Si kdaj prebral knjigo o denarju in kreditu od Ludwiga von Misesa? Mislim, da ne.
Lahko samo rečem, da bi bil svet res veliko boljši, če bi ljudje gledali na Nika Fuentesa kot na norega komika in ne kot na nekoga, ki ima politična stališča. On je preprosto smešen, je res zabaven. Je grozna oseba, ko gre za stvari, v katere dejansko verjame. Ampak način, kako sestavlja argumente, je nekaj, za kar iskreno verjamem, da bodo ljudje v prihodnosti preučevali, da bi razumeli, kako mu uspeva vzeti argumente in jih manipulirati na tako sprejemljiv način. Da celo nekdo, kot sem jaz, ki se z njim popolnoma ne strinja in misli, da je odvraten in grozen, dejansko ga rad gleda, je dosežek. To je pravi problem, ki ga imamo. Ljudje, kot je Nik Fuentes, so veliko bolj problematični kot ljudje, kot sta Dan Bilzerian in Jake Shields. Ker Jake Shields izreka vse te izjave, ljudje se razburijo, ampak gre le za neumnost. Nik ima nekaj v sebi, zaradi česar ljudje res radi poslušajo, kaj ima za povedati. In to je nevarnost, ker zveni logično in inteligentno. In to, kar tukaj govori, je inteligentno. Če res nadzorujejo svet, bi se jim morda morali pridružiti. Ti ljudje so neumni. In on ves čas spreminja mnenje, prehaja iz enega mnenja v drugo in spet nazaj. Tako nikoli ne veš točno, kje stoji, ampak si vedno z njim na tej vožnji. Tako ljudi dobesedno pelje na vožnjo, kjer nimajo pojma, kam gredo in se niti ne ustavijo, da bi razmislili sami zase. To je mojstrski talent, to mu moraš priznati. In spet, pri tem je izjemno zabaven. Mislim, da ne. Mi lahko razložiš splošno in delo ravnoteže? Mislim, da ne. Torej, veš, kdaj v svoji karieri, ko si bil tolčen po glavi, si postal avtoriteta za denarno politiko? Jaz, kakorkoli. Zdaj, če bi mi to rekel kdo drug, recimo David Friedman, sin Miltona Friedmana, potem bi rekel, v redu, pošteno, veš več kot jaz. Spoštujem te. Ampak to je kot nek tip, ki dobesedno ne more niti zapreti ust, ker diha skozenj. On dobesedno sedi tam in diha skozi usta. Fizično izgleda kot opica in bo rekel, da ne smeš kritizirati Federal Reserve ali karkoli že. To je stari. Ostani na svojem področju. Ostani na svojem področju. Tam si zato, da prestrezaš varnostnike Turning Point USA. Zato si tam. Fredu. Za božjo voljo. Res je. Postaja že malo preveč. In to sem si že dolgo želel povedati, ampak morali smo biti prijazni. Tako prijazen človek sem. To sem dolgo zadrževal v sebi. In ljudje pravijo, da sem slab človek. Jaz mislim, da sem prijazen človek. Morali smo se ukvarjati z idejo, da nam bo nekdo, ki ima dobesedno poškodbe možganov, karkoli govoril o politiki. Kot da ima poškodbe možganov. Potrebuje slikanje možganov. Ta človek potrebuje zdravniško pomoč. Mislim, če bi v normalnih okoliščinah... Ali vidiš, kako si reče, verjetno bi moral zdaj nehati. O ne, imam še več za povedati. Verjetno bi moral zdaj nehati. Imam še nekaj za povedati. Poglejmo, kaj bo še povedal. Če ne bi vedel, da je legendarni borec, če bi tega tipa videl na avtobusni postaji, kako kričijo Judih, bi poklical rešilca. Dal bi mu test treznosti. Položil bi mu roko na ramo in rekel, kateri dan je danes? Kdo je trenutno predsednik? Veš kaj, tukaj je problem prav. Zame dobesedno, kdorkoli verjame v te nore teorije zarote ali kaj podobnega, ljudje kot Nik Fuentes, vsem jim manjka mentalnih sposobnosti. Vsem. Problem je, ko Jake Shields dejansko dela nam uslugo, ker s tem, da je videti tako smešno in da zveni tako smešno, se preprosto zdi točno takšen, kot nekdo, ki ni v redu, zato ga ne moreš jemati resno. Ampak Nik Fuentes, to je pravi problem, ker njega lahko jemlješ resno in v mnogih pogledih zaupaš njegovim mnenjem. In spet, čeprav vemo, da govori grozne stvari, je res zanimiv in zabaven za poslušanje. In logičen je v načinu, kako predstavlja svoje argumente, kar ga zelo razlikuje od drugih ljudi, zaradi česar je spet hujši sovražnik, a tudi bolj prepričljiv. Namesto tega pa obravnavamo tega posameznika, kot da se bo spustil v intelektualno debato. Ali bo letel v Oxford? Saj veš, niso mogli dobiti Hasana in Jenka Uigurja. Bo Jake letel v Oxford in debatiral z nekom o aktualnih vprašanjih? Poglejmo. Tema A, denarna politika. Tema B, zgodovina Izraela na Bližnjem vzhodu. Idiokracija. Kot da živimo v idiokraciji. Postaja že preveč. V Beli hiši je UFC Oktagon.
Ta tip je avtoriteta za politiko. Kongresnik Bilzerian. Bog nam pomagaj. Ej, Jagve, če nas slišiš, prosim, uniči Amaleka. Ne, v resnici, to je šala. Ampak tip, mogoče so pa na pravi poti. Lahko samo rečem, kot sem že večkrat povedala, res mislim, da je to, kar vidimo, pokazatelj veliko večjega problema v družbi. Dejstvo, da so ljudje pripravljeni poslušati ljudi, ki očitno nimajo nobenih intelektualnih sposobnosti, niti osnovne intelektualne doslednosti, in da jih imajo za avtoritete ali ljudi, ki bi morali iti v vlado, nekako pokaže, v kakšnem razsulu je naša družba, kaj ne? To je še veliko huje in veliko slabše kot samo ta stvar s sovraštvom do Judov, zaradi katere zvenijo res smešno. In pripravljena sem staviti, da Nick Fuentes ne namerava zamenjati strani. Ampak to, kar tukaj govori, je pomembno za njegovo stran, da se zavedajo, če boste šli ven in bili grozni do teh Judov, zvenite vsaj inteligentno. In pomembno je, da se tega spomnimo. Poglejte, kako neumni so. Nadaljujmo s tem, ker so res tako neumni, kot je le mogoče. Mogoče so le imeli prav, ko so rekli, da bo Bog Judov, Jahve, udaril Amaleka, je to kot, veš kaj? Ne sili me, da izberem. Dobro je, da me imate, ker če bi moral izbirati med recimo Shabosom Kestenbaumom in Jakeom Shieldsom, ne vem, na kateri strani bi bil. Toliko lahko rečem. Če ne bi bil v javnem življenju in bi moral glasovati med Shabosom Kestenbaumom in Jakeom Shieldsom, ne vem, na kateri strani bi bil. Toliko lahko rečem. Veš? Shabos Kestenbaum je pravkar dobil omembo od Nicka Fuentesa, pohvalo na najbolj Nick Fuentes način. V bistvu je rekel, da je logika pomembna. Res je pomembna. Rada bi videla debato med Nickom in Shabosom. Zelo bi si želela to videti. Tako da je dobro, da imate mene. Nimam treba, to je lažna dihotomija. Izberete Ameriko na prvem mestu. Ni nam treba prenašati nizkega IQ-ja. To ni niti nizek IQ antisemitizem. To je preprosto nizek IQ. To sploh ni nič. To je to, točno to, vse skupaj na ravni nizkega IQ-ja. In prav vse z nizkim IQ pade na nizek IQ antisemitizem. To je nevarno. Nick Fuentes je nevaren, vedno bo nevaren in to je problem, s katerim se je treba boriti. Ampak Jake Shields in Dan Bilzerian iskreno opravijo umazano delo za našo družbo. Vsak dan znova dokazujejo, kako neumni so. In če bodo neumni ljudje to poslušali in nasedli temu, potem zanje tako ali tako ni bilo upanja. Ničesar ni mogoče storiti. In noben intelektualni argument, noben logični argument jim ne bo pomagal. Če res misliš, da je Dan Bilzerian avtoriteta za karkoli, če v to resnično verjameš, ti ne morem pomagati. Nihče ti ne more pomagati. Nikoli ti ne bo mogoče pomagati. Vedno boš neumen in zabit. Ampak za vse druge, tam zunaj, imamo še veliko dela pred sabo. Kakorkoli, hvala za vašo pozornost glede te zadeve. In pripravljena sem staviti, da Nick Fuentes ne bo kmalu prestopil v judovstvo.